Letos ne bo enako v veselem decembru, kot je bilo prejšnja leta. Za polepšanje prazničnih dni, ki prihajajo, bodo poskrbeli na Rdečem križu Metlika. Danes so začeli z izdelavo voščilnic za starejše občane. Te čestitke so prej izdelovali mladi člani Rdečega križa po osnovnih šolah. Zdaj žal letos otroci niso v šoli, so doma in to ni možno in zato smo se odločili, da bomo s prostovoljci te čestitke naredili. Z dobro voljo in dobrim namenom jih bodo izdelali kar 700. 560 jih bodo razdelili starejšim po vsej občini, razveselili bodo tudi vse v domu starejših občanov. Delo mi je zelo všeč, saj vsi skupaj pomagamo starejšim, s tem pokažemo, da nismo pozabili na njih. Skupaj s pomočjo drugih prostovoljcev bomo kasneje te voščilnice starejšim občanom tudi odnesli. Bomo jih dali skupaj v vrečko z darilcem, z dekico in še s kako sladkarijo in jih dali starejšim občanom. To je tudi eno lepo delo, da malo te starejše ljudi razveselimo. V tej časi korone so tudi oni učutili bolj zaprti, kot smo vsi, tako da upamo, da jim bomo stali na dobri strani in da bojo malo veseli, ker jih bomo malo razveselili s te čestitke. Rdeči križ bo z vseslovensko akcijo Božiček za en dan poskrbel tudi za veselje otrok. Mi smo se k njej priključili pred 6 leti. Do danes smo obdarili in predlagali 1200 otrok iz občine Metlika. Letos prvič pa smo postali tudi zbirno mesto za božičkova darila. Zbirali jih bodo do 1. decembra, vsa navodila pa lahko najdete na spletni strani Božiček za en dan. Ob vsem tem pa na Rdečem križu skrbijo še za redno delitev paketov, razvoz kosil za šolarje in ostalo pomoč občanom. To delo nam daje eno tak samozavestje, da pač enostavno gremo ljudem z srcem pomagati in to je, pač se počutiš dost zdrav. Kar pa v teh časih veliko šteje.